nadaljujmo s temo najti Boga. Danes bomo spregovorili o nekaterih težko sprejemljivih temah, o katerih govori Sveto pismo in so za mnoge sporne. Postavlja se nam vprašanje, ali lahko Sveto pismo jemljemo resno v svetu, ki je znanstveno pismen. Sir Francis Bacon je pogosto imenovan oče sodobne znanosti in je zapisal takole, da je Bog napisal dve knjigi. Eno je Sveto pismo in drugo stvarstvo. Seveda mnogi temu oporekajo, češ on je živel v 16. stoletju in danes je znanost napredovala in težko sprejema takšna mnenja. Spregovorili bomo o treh področjih, o katerih govori Sveto pismo in so nesprejemljiva za mnoge. Starost zemlje, čudeži in trpljenje. Starost zemlje, trditev, kot ji zagovarjajo nekateri kristjani, da je zemlja mlajša oziroma vesolje od 10.000 let, je za mnoge nesprejemljivo. Mnogi znanstveniki zagovarjajo, da je vesolje nastalo pred 13.008 milijarde let. Evolucija govori o velikem poku, da je vesolje nastalo v neki točki v času in prostoru. Ali je taka razlaga v nasprotju svetopisenskem mnenju, ki ga omenja o stvarstvu zemlje in vesolja? Nikakor. Velik pok namreč ni razlaga. To je le izraz, da je bil nek začetek. Glede starosti zemlje nam ni potrebno takoj obupati. Večkrat je navzkrižje problem napačne ali površne interpretacije med Svetim pismom in znanostjo. Ko beremo na začetku Svetega pisma o stvarstvu, pravi takole: v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema se je razprostirala nad globinami in Duh Božji je vel nad vodami. Tukaj nam Sveto pismo ne govori o nekem časovnem obdobju in je ločeno od poročila, da je Bog ustvarjal 6 dni. Lahko vidimo, da je govora o prvotnem dogodku, ki je potekal pred prvim dnem, ali ko začne Sveto pismo govoriti, da je Bog v 6 dneh ustvarjal. Lahko rečemo, da starost vesolja ostane neopredeljena, kar se tiče Svetega pisma. Z vidika Svetega pisma ni nobenega načelnega ugovora proti sedanjemu znanstvenemu verovanju ali sprejemanju ali datiranju. Kristjani lahko rečemo tudi, da je bil velik pok, ki pa ga je povzročil Bog. Drugi velik problem, ki zavrača teistični svetovni nazor, so čudeži. Nekateri jasno govorijo, da čudeži niso možni, saj je to kršitev zakonov narave. Kako sodobna znanost gleda na zakone narave? Mnogi znanstveniki so prepričani, da je vesolje zaprti sistem vzrokov in posledic. Odklanjajo in zavračajo idejo, da bi se kakšen Bog samovoljno vmešal in spremenil ali razveljavil ali na kakšenkoli način prekršil zakone narave. Da je verovanje v čudeže išlo iz primitivnih predznanstvenih kultur, v katerih ljudje niso vedeli ničesar o zakonih narave in so zlahka
sprejemali zgodbice o čudežih. Kaj so zakoni narave? Newtonov gravitacijski zakon nam pove, da bo jabolko padlo v smeri središča Zemlje. Vendar ta zakon ne preprečuje, da se ne bi kdo vmešal in jabolko pred padcem ujel. Zakon napoveduje, kaj se bo zgodilo, če se seveda vsi pogoji, v katerem se poskus izvaja, ne spremenijo. Z teističnega vidika zakoni narave napovedujejo, kaj se neizogibno zgodi, če vmes ne poseže Bog. Argument, da zaradi zakonov narave ne moremo verjeti v obstoj Boga in verjetnost njegovega poseganja v vesolje, je očitno napačna. Bistvena razlika med krščanskim pogledom in svetovnim nazorom, ki zanika Boga, je v tem, da kristjani menimo, da vesolje ni zaprti sistem vzroka in posledic. Menimo, da je odprt za posredovanje, delovanje njegovega stvarnika. Mogoče še večja težava pa je zlo in trpljenje. Moramo se zavedati, da številnim ljudem, vključno z znanstveniki, dela preglavice obstoj zla in trpljenja. Mnogi rečejo, ne govori mi o ljubečem Bogu, če je življenje polno nasilja, zla, naravnih katastrof, bolezni in vojn. Moramo priznati, da je to ena od najglobljih vprašanj, s katerimi se spoprijemamo tudi verujoči. Nimamo časa, da bi o tem na široko govorili. Mogoče vam lahko priporočam, da preberete knjigo Kje je Bog, ko boli? Glede trpljenja in zla omenimo, da Sveto pismo ne beži od njega. Govori o nekaterih vzrokih in posledicah zla. Še posebej Jezusovi nauki govorijo marsikaj tehtnega in prepričljivega, ne le o resničnem trpljenju, temveč tudi o tem, kaj je Bog naredil in še počne za rešitev tega problema. Krščanski odziv na vprašanje trpljenja je tak, da trpečim vliva upanje in jih tolaži, kar stežka najdemo pri nekaterem svetovnem nazoru, ki povsem zavrača pojem Boga. Sveto pismo obljublja, da bo problem zla in trpljenja nekega dne rešen. In obrisal bo vse solze z njihovih oči. In smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, pitja in bolečine ne bo več, kajti prejšnje je minilo. Na kratko smo se dotaknili o nekaterih težkih temah iz Svetega pisma. Starost vesolja, čudeži in trpljenje. Mnogo razprav o teh temah poteka nenehno. Nažalost, mnogi prehitro napravijo neke zaključke ali sprejmejo neka splošna mnenja, ne da bi se vsaj malo poglobili in iskreno pogledali več različnih pogledov. Ne zavržimo zlahka, kar nam ponuja in govori Bog o teh temah. Želi, da najdemo največjo vrednost v našem življenju.
Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, in ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil to njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Jezus je govoril o božji ponudbi, o veliki dragocenosti. Največji čudež, o katerem govori Sveto pismo, pa je Jezusovo vstajenje od mrtvih. Ali se je neki konkretni čudež res zgodil? Naprimer, vstajenje je zdaj zgodovinsko, ne filozofsko vprašanje, ter je odvisno od pričevanj in dokazanih dejstev. To si bomo pogledali prihodnjič. Blagoslovljeno nedeljo vam želim.